tole bo v redu, ne? Tako. Sem imel pripravljen že za naprej, pa sem napačno začel. Skratka, ogljik v okolju, kakšne so masne bilance, koliko je tega ogljika kje v našem okolju. Govorili bomo še malce bolj podrobno o talni organski snovi, kakšno vlogo ima, posebej v kmetijskih tleh in sam tiste osnove kroženja ogljika skozi tla in omenili bomo tudi trofične verige. Po predavanju, ki bo seveda krajše, bomo pa predvajali intervjuja s profesorjem Miholičem in pa z gospodom Majeričem. No, kroženje ogljika in globalne zaloge ogljika, jaz sem si sposodil tole dobro skico iz knjige Atlas biotske pestrosti tal Evropske komisije in tukaj je videti praktično zajet cel globalen ciklus ogljika in kar je pomembno za nas je ta velikostni razred posameznih zalog ogljika in kot vidimo primerjavo med zalogami ogljika v tleh in pa zalogami ogljika v vegetaciji oziroma v sedimentih ter seveda različne poti izmenjave oziroma potovanja kroženja ogljika. Torej, tisto, kar je seveda vsem nam znano, ampak se tega malo manj zavedamo, mogoče tudi posebej v Sloveniji, je to, da je ogljika kar precej v zemeljski skorji v kamninah in sicer v obliki karbonatov, torej karbonatne kamnine, seveda pa tudi organske snovi, kadar razmišljamo o plinu in o nafti, da bistvene so karbonatne kamnine. Gre predvsem za soli, tako kemično gre za soli ogljikove kisline z zemeljsko-alkalijskimi kovinami, kot so kalcij, magnezij, natrij in tako naprej. Vse to so tudi hranila. Tisto, kar je pomembno, v našem primeru sta pomembna dva karbonata, torej dva minerala, kalcijev karbonat, mineral kalcit in pa druga vrsta kristaljenja aragonit. Oboje je kemično kalcijev karbonat, torej ogljikov atom je vezan v tem. In velik del Slovenije seveda sestavljajo apnenci in pa dolomiti, kamnine dolomit, ki pa ima bistven mineral tudi iz enakega imena, dolomit, ki je pa kalcijev magnezijev karbonat. Torej tudi ta ima kar nekaj vezanega ogljika. In če malce humorno zastavim, se lahko v primeru Triglava tudi vprašamo, koliko je v tej grmadi vezanega ogljika, ki se seveda z mineralizacijo in z vstopom v tla in v procese v tleh tudi sprošča. Jasno je, da te karbonatne kamnine oblikujejo velik del slovenske površine, en utrinek iz Notranjske, iz Juršč. In tisto, kar pedologi na terenu preizkušamo, ali gre za karbonatno kamnino in koliko ima kalcijevega karbonata, je seveda test z običajno hladno solno kislino. In to, kar se intenzivno zdaj sprošča, kar se peni, je seveda CO2, ki izhaja iz te kamnine zaradi razpada, zaradi reakcije s kislino. Podobno pa seveda tudi izhaja, kadar ta apnenec močno segrevamo čez 800–850 stopinj in se takrat tudi izloči kot CO2, ostane pa apno. Tisto, kar je treba zdaj nekako povzeti, je, da je veliko ogljika uskladiščenega v karbonatnih kamninah. V Sloveniji tega 60–65%, seveda odvisno, kar štejemo, tudi fliše zraven štejemo ali ne, ampak prevladuje ta apnenec s kalcitom in pa dolomit tudi z mineralom dolomitov. Prostor poznate,
te kamnine so tudi v prodnatih zasipih teh različnih nižin v Sloveniji, z izjemo Dravsko-Ptujskega polja in pa Prekmurja. Jasno je, da v okviru kroženja, seveda z segrevanjem in z raztapljanjem, kot sem že omenil, se CO2 tudi sprošča v atmosfero, je pa potrebno vedeti, da v ogljični bilanci upoštevamo tudi CO2, ki se sprosti z apnjenjem kmetijskih zemljišč, skratka z dodajanjem kalcijevega karbonata tlem z namenom dodati kalcij, pa deloma tudi magnezij. Talna organska snov, talna organska snov je pravzaprav besedna zveza, ki zajema vso organsko snov v tleh, in danes bom en velik del te organske snovi enostavno izpustil in se zato opravičujem, ni časa, gre pa za tisti živi del talne organske snovi, skratka talnih organizmov danes ne bom posebej predstavljal, osredotočil se bom na mrtvo organsko snov. Talna organska snov izhaja seveda iz rastlinske biomase, iz primarne produkcije. Seveda tukaj gre za suho snov, ki je v rastlinah zelo naokrogla in na počez okrog 90%, in 90% je mineralnega dela. Pomembno pa je tudi, kakšna je ta suha snov, kakšen je ta organski del. Ali prevladujejo sladkorji, sestavljeni sladkorji, škrob, celuloze, hemiceluloze, ali gre za bistveno težje razgradljive organske snovi, kot je na primer lignin, ali gre za beljakovine, tudi z veliko vsebnostjo dušika, kar je pomembno za življenje mikroorganizmov, ali ponovno zelo obstojnih organskih snovi, ki jih uvrščamo med maščobe, voske, tanine in tako naprej. Seveda je v tej organski snovi tudi tisto, kar je mineralni del, torej pepel, in sestavljajo predvsem ti glavni minerali, ta glavna mineralna rastlinska hranila. Pomembno je tudi to, da dušik ni obvezna sestavina vseh organskih snovi in spojin, je pa pomemben za življenje mikroorganizmov, da mikroorganizmi lahko gradijo svoje telesca, svoje beljakovine, in je zato parameter, torej razmerje med dušikom in ogljikom v tleh izjemno pomembno v smislu razgradnje in mineralizacije organske snovi. Če pogledamo talno organsko snov, je seveda, kot sem že rekel, delimo na žive organizme in na odmrlo organsko snov, in pa na novo sintetizirano organsko snov, ki jo na kratko imenujemo in tudi popularno imenujemo humus. Torej, humus je nekaj obstojnejšega, na novo sintetiziranega, in poreklo oziroma identifikacija porekla ni možno. Ta humus se seveda deli na humusne snovi in pa tudi nehumusne. Humusne snovi so pa na humin, torej ta je tisti, ki vstopa v komplekse z glinastimi delci, se z njimi povezuje, je netopen, je obstojen, torej veliko bolj trajen. Potem imamo fulvokisline, ki so topne, so bistveno nižje molekularne teže, sicer agresivne, ampak bistveno manj agresivne kot huminske kisline, ki so vodotopne, dobrotopne in tudi agresivne. Kako se sintetizira tisti del organske snovi, ki nas najbolj zanima, torej ta obstojni humus? Pri razgradnji rastlinskega opada, rastlinskega materiala, vseh tistih različnih vrst, kot so ogljikovi hidrati, lignin, beljakovin, masti, voskov in tako naprej, je potrebno ugotoviti, da
te ogljikovi hidrati in lahko razgradljiva organska snov se tudi hitro razgradi, hitro mineralizira in je hkrati tudi vir energije in pogoj za življenje talnih mikroorganizmov. Medtem ko se pa lignin oziroma težje razgradljive organske snovi, torej tudi voski, masti in tako naprej, smole, pa pretežno humificirajo v tako imenovani obstojni humus v ta humin. To bi na kratko bilo, kar se tiče teh razlik. Torej, humus imenujemo nekaj, kar je na novo nastalo v tleh, torej gre za sekundarno sintezo, ki je kemijsko praktično zelo težko določimo, gre za odmrle organske ostanke na različnih stopnjah razgradnje in predvsem za stabilizirane kompleksne organske snovi, povezane z mineralnim delom tal v organov mineralni kompleks, ki sem ga danes že omenil in tudi pokazal. Torej, obstojni humus je neka specifična oblika talne organske snovi. Je bistveno bolj odporen na razgradnjo v teh različnih ravneh prehranskih verig. Razgradnja organske snovi poteka primarno preko opada in odmiranja korenin. Torej, gre za površinske organske ostanke in pa podpovršinske organske ostanke. To je posebej prisotno v gozdovih, seveda pa tudi v kmetijskih zemljiščih. Prva faza razgradnje je vedno drobljenje in mešanje tega opada. Tukaj imajo vlogo talni organizmi, različni hroščki. Res izjemna pestrost je te pedofavne, ki zdrobijo, pregrizejo, prežvečijo ta surovi opad in mu povečajo aktivno površino in s tem tudi površina delovanja za naslednje faze, kot so bakterije, glive, različne aktinomicete, ki to surovo organsko snov spreminjajo, od nje živijo in jo razgrajujejo in deloma tudi spreminjajo v trajni humus. So pa seveda zanimive stranpoti, deževniki, kot so dobri predstavniki talne favne, ki živijo od organske snovi, si dejansko tudi sam pripravi kosilo, tako da potegne list v tla in ga pusti, da se omehča, da ga glive že prej malce obdelajo. No, razgradnja teh organskih obstankov gre v večjih stopnjah, vedno se en del snovi, organske snovi mineralizira, se pretvori v vmesne produkte, en del seveda preide v trajni humus, ki je obstojen več let, desetletja, v glavnem v času gre pa večina seveda pa v mineralizacijo in se na ta način vrača primarno v atmosfero. Pomembno je tudi to, da imamo več teh prehranskih nivojev različnih organizmov in pri vsakem nivoju trofičnosti se en del ogljika sprosti iz tal kot CO2, kjer je seveda med drugim na voljo tudi rastlinam za ponovni vstop v rastlinsko biomaso. Poglejmo si še vrste tega humusa oziroma vrste talne organske snovi, ker je tukaj vlada izjemna pestrost in ta vrsta je odvisna od talnih dejavnikov, od mikroklimatskih dejavnikov, klimatskih dejavnikov. Skratka, gre za formacije, pri katerih razgradnja napreduje v stabilnejše oblike ali pa obstane v obliki surove organske snovi, tudi rečemo surov humus. Tu je slika enega plitvega talnega horizonta
na kislih distričnih tleh, verjetno kje spokluke, mogoče boste v ozadju prepoznali borovnico in pa opad iglic. To so zelo rahli, mrvičasti O in A horizonti, sicer dobro založeni z organsko snovjo, vendar tanki in v skupni globini tal tukaj ne srečujemo, ne najdemo veliko organsko vezanega ogljika. V takih tleh je tudi malo dušika in zaradi tega in zaradi ponavadi hladne klime, veliko padavin, ta mineralizacija nekako zastane v obliki surovega humusa. Potem govorimo tudi o terestičnem zrelem humusu. Ta slika je samo talni profil nekih kmetijskih tal, večslojnih, z različnim poreklom. Spodaj vidite tudi neke vijoličaste sklade, zelenkaste sklade. Kar želim povedati, je, da je to pravzaprav profil ene take dobre sprstenine, kjer je pa veliko tega trajnega humusa v tleh in v teh tleh so tudi dobro gospodarili, saj vidimo, da so A horizonti globoki in da gre za ta organomineralni kompleks. Poznamo tudi hidromorfni oziroma močvirni humus, to je organska snov, ki na pol se presnavlja in predvsem gre to za okolja, kjer je stalen dotok oziroma stalni presežek vode. Tukaj gre za neko anaerobno delno razgradnjo organske snovi, če pa pride do osuševanja, torej tipično kot osušimo barje, pa seveda pride do hitre mineralizacije in velikega sproščanja ogljika iz teh tal. En tak zelo velik primer za velike izgube in sproščanje ogljika v atmosfero je seveda Ljubljansko barje. Z osuševanjem, z namenom pridobivanja kmetijskih površin so seveda tudi odvajali vodo preko jarkov in zaradi povečane stopnje mineralizacije so se ta šotna tla spremenila, bolj humificirala, predvsem pa bistveno znižala, ne samo zaradi rezanja šote, pač pa tudi zaradi mineralizacije tega ogljika. Kako zdaj šotna tla izgledajo na tistih redkih delih, ki so še tako rekoč prisotni na Ljubljanskem barju? To je slika talnega profila iz enega zavarovanega območja. Vidimo, da gre za surovo organsko snov, za filcasto, za vlaknat material. Te korenine breze, ki so tu vidne in štrlijo iz profila, so zelo zmehčane in jih lahko enostavno z lahkoto režemo z nožem. Je pa ta šotni humus seveda zelo podoben tudi v teh visokih barjih, kjer je bistveno bolj kisel. V tem primeru gre pa za bolj evtričen humus nizkega barja, kajti v ta prostor dotekajo tudi vode, ki so bogatejše z bazičnimi kationi. Ko smo želeli ta talni profil enostavno očuvati in iz njega narediti nek eksponat, nek monolit, je to izgledalo tako, da je šlo za eno tako zdrizasto, organsko vlaknato snov, ki jo je bilo zelo težko dejansko osušiti, ker je tako izjemno upijala, ker tako izjemno upija vodo. Še en bližnji posnetek tega vlaknatega materijala. Talni organska snov kot humus v kmetijskih tleh, naj še enkrat pokažem, ker se danes osredotočamo bolj na kmetijska tla, kaj je tisto, kar si želimo, kaj je tisto, kar je naš cilj. Torej, cilj je sprstenina veliko obstojno vezanega ogljika v tleh. Torej, preplet s teksturo, s teksturnimi razredi, z mineralnimi delci.
Torej, želimo humusno-glinene komplekse, ki imajo seveda tudi vse tiste čarobne lastnosti, ki jih na kratko imenujemo rodovitnost. In dejansko, ko skrbimo za ta organomineralni kompleks, ko uvajamo vse ukrepe za vezavo, za povečevanje talnega ogljika, skrbimo v temeljih za trajnejšo rodovitnost tal in to je temelj trajnostne rabe kmetijskih zemljišč. Še en posnetek njive koruze s primerno količino organske snovi, glede na to, da je to na nižjih nadmorskih višinah, bi bilo mogoče tudi lahko več, ampak tukaj gre za okrog 4% organske snovi glede na barvo. Ta posnetek ste pa tudi že videli, kaj je recimo dobro, ampak zelo težko dosegljivo v okviru kmetijske tehnologij, kmetijskih praks. Če še enkrat pogledamo tole globalno kroženje, ki smo danes že videli, torej mi se osredotočamo na tale del, na povečevanje tega ponora ogljika v tla. In koliko je tega? Seveda je bilo veliko študij narejeno, veliko je tudi različnih virov. Naj tukaj navedem dva taka zelo relevantna vira, ki se pa pomembno razlikujeta, in sicer profesor Lal kot izjemno poznan pedolog je leta 2008 ocenil na 2500 gigaton ogljika in da je približno 80% od tega skupnega ogljika v terrestričnih ekosistemih. Precejšen del tega je seveda organskega, velik del je pa tudi anorganskega. Poznejša letnica neke sinteze različnih podatkov je bila predstavljena v prejšnji sliki, skratka v okviru te publikacije Evropske komisije, govorijo o 1580 gigatonah, skratka glede na količino v nadzemni vegetaciji, v vegetaciji in pa seveda v atmosferi, lahko ugotovimo, da so tla res veliko skladišče ogljika. Ravno te prehranske verige omogočajo to skladiščenje in hkrati tudi to sproščanje in so nujne za delovanje teh kopenskih ekosistemov. Zdaj pa, to sem želel pokazati, skratka, te trofične verige so razlog za te flukse ogljika med atmosfero in pa tlemi, torej za neko, bomo temu rekli, bolj lokalno kroženje in naš cilj je, da iz tega lokalnega kroženja dejansko spravimo čim več ogljika v tla. Torej, če samo povzamemo, tla vsebujejo, res zadržujejo neproporcionalne velike količine ogljika, ogljik kroži skozi tla, tla so pomembna postaja na tem kroženju. Seveda so tla zelo pomemben ponor, predvsem pa tudi lahko tvegan vir ogljika. Skozi netrajnostne kmetijske rabe smo sprostili zelo velike količine talne organske snovi in zdaj je pravzaprav dolžnost kmetijskega sektorja za lastno korist in za splošno okoljsko korist, da se ta ogljik v tla poskuša vrniti skozi trajnostne kmetijske prakse. Torej, ogljik je treba v tleh zadrževati in povečevati v obliki trajnejšega humusa, torej bolj stabilnih oblik. Da to kmetijstvo mora delati in početi zaradi tudi drugih, torej lastnih kmetijskih koristi, je treba osvetliti vlogo te talne organske snovi v kmetijski pridelavi.
Torej, že v stari Grčiji so ta humus imenovali eliksir življenja za rastline. Ne? In dejansko talna organska snov aktivno sodeluje v vseh pedogenetskih procesih. Vpliva tudi na intenzivnost in na značaj preperevanja kamnin s tistimi kislinami, ki sem jih danes omenjal. Ne? Omogoča tudi migracijo nekih snovi, nekih prvin, ki bi bile nemobilne. Omogoča tudi tvorbe teh strukturnih agregatov, predvsem v obliki kalcijevih, magnezijevih humatov. Sodeluje pri redukciji nekaterih kovin in, kot že povedano, je vir energije oziroma hrana. Ne? Torej, gre za skladišče, ki je sposobno tudi vezati in izmenjevati hranila, kar sem danes že opozoril v okviru kationske izmenjalne kapacitete. Torej, brez talne organske snovi ni strukturnih agregatov, oziroma so ti izjemno nestabilni in sama tla zelo erodibilna. Ne? Brez organske snovi ni zračnosti, tla so razpokana, zaskorjena, slaba organska snov v tleh pomeni veliko erozijo. Ne? Brez zmanjšana talna organska snov seveda pomeni slabo zadrževanje vode, slabo opojnost, slabo obdelovalnost, slab toplotni režim. Pomembno je tudi osvetliti sam fiziološki značaj talne organske snovi oziroma humusa, saj ta deluje tudi kot fitohormoni, lahko pospešuje, lahko tudi zavirajo rast in razvoj rastlinskih organov, so vir določenih vitaminov, celo antibiotikov. Ne? Velikokrat res pospešujejo rast rastlin. Puferna sposobnost, torej, ko govorimo, da tla čistijo vodo, ne? Da tla nevtralizirajo, da imobilizirajo škodljive substance, da jih razgrajujejo, da vežejo težke kovine, to je vse posledica v veliki meri tega organomineralnega kompleksa in seveda talne organske snovi v kombinaciji z minerali glin. In ta kompleks določa oziroma usmerja tudi razgradljivost različnih organskih onesnažil v okolju v tleh. Predvsem povečuje njihovo razgradljivost, spreminja kemijsko sestavo. Torej, kar se tiče vloge, ne, dejansko je talna organska snov in predvsem tisti stabilnejši del, torej ta trajnejši humus, je prvi bistven kazalec kmetijske in ekosistemske kakovosti tal. Res opredeljuje splošno rodovitnost in vse tiste funkcije in storitve, ki jih tla opravljajo v okolju, tudi za dobrobit človeka in jih po novejših poimenovanjih ukvirjamo v ekosistemske storitve tal. Zdaj, kmetijska pridelava seveda neposredno posega v tla, jih spreminja, jih degradira ali pa tudi izboljšuje. V okviru preteklega obdobja kmetijsko-okoljskih podnebnih ukrepov 2014-2020, ki jih je financirala seveda država, smo tudi analizirali, kakšni so bili ti ukrepi z vidika povečanja ponorov ogljika na kmetijskih zemljiščih. Torej, gre za preteklo obdobje, zdaj stopamo v novo obdobje in z namenom ugotavljanja, kateri ukrepi so primerni za trajnostno rabo kmetijskih tal, za povečevanje ogljika v tleh, je ministrstvo naročilo študijo in ocene teh preteklih ukrepov. Ne?
Torej, gre za pospešeno uvajanje ogljika skozi ohranitvene obdelave tal. In torej premik iz konvencionalne obdelave proti ohranitveni. Konvencionalna obdelava je tisto, kar je bilo včasih intenzivno oranje, obračanje, zračenje, drobljenje, težke mehanizacije, malo organskih gnojil, veliko mineralnih gnojil in tako naprej. Tukaj je bilo kar en lep nabor teh ukrepov, ki jih je država financirala v okviru poljedelske, hmeljarske, sadjarske, vinogradniške pridelave. Vsako posebej smo tudi ocenili in skozi to ekspertno razmišljanje in na podlagi literature drugih spoznanj ugotavljali, ali so bili pomembni in koliko so prispevali k povečevanju vsebnosti talne organske snovi v teh različnih rabah. Torej, poleg prejšnjih smo naslovili tudi trajno travinje, različne habitate, torej ukrepe s področja varovanja habitatov, razni ekstenzivni travniki, tudi stelniki, posebnosti, kot so grbinasti travniki ali pa tradicionalni načini rabe kmetijskih zemljišč, kot so planinske paše, visokodebelni travniški sadovnjaki, mejice. Skratka, ugotovili smo, da je kar pomemben del ukrepov iz tega programa preteklega prispeval k povečevanju talne organske snovi v teh tleh in da dejansko ni bilo kakšnih škodljivih ukrepov. Seveda smo iz tega tudi izluščili in podali priporočila, kaj bi veljalo uvajati v naslednjem programskem obdobju za enostavno za povečevanje tako imenovanega trajnostnega kmetijstva, torej povečevanje ogljika v tleh. Tisto, kar bi še rad, kar mene osebno vedno malo, bom rekel, lahko tudi iritira, je, da ne gledamo naš kmetijski prostor celovito. Torej, mi smo marsikaj zanemarili, kar je bilo že v preteklosti izpostavljeno, in to se nam tudi ne obrestuje, saj je na primer iz zanemarenih kmetijskih zemljišč, ki so ponovno spet mokra, ker se je povečal hidromorfizem, seveda ta tla, iz teh tla izhajajo toplogredni plini, saj je znano, da je metan tisti, ki je večkratnik, 27-28-kratnik ali več ekvivalent CO2. Toliko bi jaz imel za danes. Skratka, zahvaljujem se vam še drugič za pozornost in upam, da sem uspel v tem kratkem predavanju predstaviti vsaj glavnino tega ogljikovega ciklusa in kaj je ta famozni humus v tleh. Hvala lepa. Ja, Borut, hvala za to, za drugo predstavitev, za drugi sklop delavnice. Zdaj me pa zanima, a bodo intervjuje damo pred pauzo ali damo intervjuje po pauzi, kako si načrtoval. Imamo še 5 minut do načrtovane pauze, zdaj pa kako naredimo. Potem bi pa veljalo kar predstaviti, ne? Pa bi jaz predstavil najprej kolega Miheliča, potem pa še kolega gospoda Majeriča. Sam, da to tehnično uredim. Problema. Zdaj pa seveda, kot velja, če ima kdo kakšno vprašanje, komentar, lahko pač vse napišete v chat in bo potem med pauzo bo Borut to prebral in bo potem po pauzi odgovoril, komentiral.
Sam moment. Naj ponovno delim tole. Mislim, da je vidno, ne? Ja, vidno je, ja. Zdaj pa še zvok. Dr. Rok Mikelič, profesor iz biotehnične fakultete. Ali se sliši? Se sliši? V redu, ja. Ja, lep pozdrav. Zdaj, najprej moram povedati, da izraz ohranitvena obdelava ni pravi. Namreč za vsako obdelavo rušimo talne razmere, talni ekosistem in zato težko govorimo o ohranitveni obdelavi, ampak raje govorimo o celotnem sistemu, ki mu rečemo ohranitveno kmetijstvo. Ohranitveno kmetijstvo ima v fokusu kakovostna tla in zato, da bi ustvaril kakovostni talni ekosistem, temelji ohranitveno kmetijstvo na 3 stebrih. Prvi je, da v tla minimalno posegamo mehansko in da talnih horizontov, talnih slojev ne mešamo in ne obračamo. S tem ohranjamo to naravno ravnovesje in razporeditev organizmov v tleh. Drug pomemben steber je, da so tla stalno pokrita z rastlinskimi ostanki ali pa po možnosti živimi rastlinami. In ta rastlinski pokrov varuje tla pred erozijo, pred izsušitvijo, pred močnimi temperaturnimi spremembami in to tudi koristi talnim organizmom. In tretji steber je, da imamo tla ves čas v neki dobri kondiciji z živimi rastlinami, to pomeni, da kolobarimo in da zgostimo kolobar, kakor je le možno, kajti žive rastline Borut, lahko prosim vklopiš mikrofon, da bomo slišali, jaz ne slišim. V Sloveniji kot sistem ohranitveno kmetijstvo ni priznan in ni standardiziran. Zato težko govorimo, nimamo prave statistike, ker pač nimamo še sistema postavljenega. To zdaj delamo eksperimentalno in pa entuziasti kmetje. Lahko rečemo, da je tega na obsegu njivskih zemljišč okrog par 100 hektarjev letno. Minimalna obdelava, konzervacijska obdelava, kot tudi rečejo, se pa izvaja na precej večjem obsegu, mogoče 10.000 hektarjev letno. In če bi spravili sistem ohranitvenega kmetijstva v nek uraden, standardiziran sistem, verjamemo, da bi tudi s spodbudami finančnimi lahko prišli do leta 27 na njivskih površinah tam nekje do 50.000 hektarjev. Kakšen pa je pogled stroke na mesto ohranitvenega kmetijstva v okviru trajnostnega kmetijstva? Ja, zelo pomembno vprašanje. Mi mislimo, da je ohranitveno kmetijstvo pravzaprav temelj trajnostnega kmetijstva oziroma trajnostnega agroekosistema. Tla so namreč srce pridelave in kakovostna tla omogočajo trajnost. Brez kakovostnih tal si ne moramo zamisliti trajnostnega kmetijstva. Trajnost temelji na 3 stebrih. Obvarovati moramo naravne vire in kmetovati ekonomsko uspešno in pa družba mora sprejemati tak način kmetovanja in delo, ki ga kmet dela, mora biti sprejeto in cenjeno v družbi. In ohranitveno kmetijstvo skrbi za vse 3 stebre. Kot sem že prej povedal, skrbimo za tla, pri tem pa uporabljamo manj strojev in pa delovna opravila se zmanjšajo časovno za približno polovico, 2 do 3-krat in tudi poraba fosilnih energentov se zmanjša za 2 do 3-krat, kar pomeni ekonomsko bolj uspešno kmetovanje, manj strojev ima kmetija
manj investicij v stroje, na dolgi rok, seveda govorim, ni to, seveda, ko prehajamo na nov sistem, moramo zamenjati stroje in moramo investirati, zato je prehod na začetku težak, ampak pa enkrat imamo uveljavljen sistem, je ekonomsko bolj uspešen. Pridelki ne padejo nič ali pa mogoče minimalno. In pa zelo pomembno je, da javnost pozitivno gleda na tako vrsto kmetovanja, ker s tem dokazano varujemo naravne vire, se pravi ne samo za kmeta, ne samo za tisti ozek ekosistem, ampak varujemo tudi podtalnico, zrak, zmanjšamo porabo fosilnih virov, tako da ima tudi družba pozitiven odnos. In v bistvu skozi ta pogled vidimo, da je ohranitveno kmetijstvo dejansko pravzaprav osnova za trajnostno kmetijstvo in brez tega ne bo trajnostnega kmetijstva. Potem pa, če nadaljujemo, me zanima, kakšen pa je potem pomen ohranitvenega kmetijstva kot prispevek kmetijskega sektorja k blaženju klimatskih sprememb? Ja, to je tudi pomembna tema, namreč, ko izboljšujemo tla, poskrbimo za humusno bilanco, imamo zgoščen kolobar, je to način in ko minimalno posegamo v tla, ko ne razbiramo talnih agregatov, ne puščamo golih tal po obdelavi, s tem močno vplivamo na povečevanje vsebnosti humusa v tleh oziroma lahko rečemo, da sekvestriramo ogljik v tla, pospešeno s tem načinom in dovolj uspešno. Porabljamo manj fosilnih goriv, se pravi, imamo tudi manj toplogrednih izpustov na ta račun. Edina skrb je, kaj se zgodi mogoče z denitrifikacijo. Dušik se lahko namreč v tleh, če so zgoščena, se lahko hitreje pride do anaerobnih razmer in se dušik pretvarja v N2-oksid toplogredni plin. Nekateri mislijo, oziroma tudi nekatere raziskave kažejo, da z minimalno obdelavo, predvsem z novim sistemom, lahko povečamo emisije N2O-ja. Ampak spet je to lahko na enem primeru tako, drugje drugače. Skrbeti moramo tudi v ohranitvenem kmetijstvu, da tal ne zgazimo, ne stlačimo in zato, če se to zgodi, je treba občasno intervenirati z globinskimi naklani. Hvala za vaše pojasnila, gospod Mikelč. Hvala vam. Hvala Roku. Danes je tudi z nami. Res dobro predavanje. Jaz se opravičujem, ker sem izklopil svoj mikrofon, nevede sem s tem tudi izklopil zvok. Upam, da to ni bilo preveč moteče, da niste preveč zamudili. Mogoče, glede na to, da je Rok prisoten, a bi Rok ti želel še kaj dodatnega povedati, kaj dodati? Ja, lep pozdrav. Ne vem točno, kaj smo zamudili, ker jaz tudi prvič slišim ta moj govor. Takrat, ko sem govoril, nisem imel napisanega govora, sem v bistvu govoril iz glave. Ampak glavna ideja je, ki sem jo hotel povedati, da ni dovolj, da govorimo o ohranitveni obdelavi oziroma samo o obdelavi tal, ampak da je treba sistemsko pristopati in da je treba s tlemi, da je ta sistem, ki ga uvedemo, treba izvajati dolgoročno. V enem letu se v tleh ne spremeni veliko, tla so zelo odporen sistem in traja desetletje, da se res bistvene spremembe zgodijo. In če bomo eno leto delali na en način, drugo leto na drug način, ne bomo nikamor prišli. To se je treba zavedati. Se pravi, treba je imeti sistem in se sistema držati trajno. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ne vem, Gala, vprašam, a nadaljujemo še z intervjujem gospoda Majeriča? Jaz predlagam, da bi zdajle, imamo v čatu vprašanje, zakaj pa niso bile predstavljene še slabosti ohranitvenega kmetijstva. Morda je to izziv za profesorja Miheliča, da odgovori, oziroma Borut, morda ti lahko kaj poveš?
Ja, tako kot je že bilo lepo povedano, jaz sem se preveč osredotočil na tla in sem tudi preveč osredotočen na tla profesionalno, tako da bistveno širši in potrebnejši pogled ima Rok in ga vabim, da kar odgovori. No? Ja, sem omenil slabost, ne, slabost je lahko kompaktiranje tal. To se dejansko lahko zgodi, kaj ti po tleh vozimo s težko mehanizacijo, predvsem ob žetvi imamo na njivi zelo težke kombajne in če tal ne obdelujemo, se pač zaradi prevoza čez zbijajo in potem imamo lahko predvsem na težkih tleh težave. Ne? Imamo težave z vznikom, težave so z izgubami lahko dušika v zrak v obliki N2-ja, ki je močan toplogredni plin. In težava je lahko tudi razbohotenje plevelov. Zato je zelo pomembno, ne, da ne govorimo samo o obdelavi, spremembi obdelave, ampak moramo nujno spremeniti kolobar. Izjemno pomembno je, da nimamo obdobij praznih obdobij, se pravi, ko nimamo rastočih rastlin. Se pravi, če je le možno se z pametnim dizajnom si pomagamo, ne, da ne pride do zapleveljenosti. Jasno je, da nam pomagajo herbicidi. Klele je zdaj debata v Evropi, glifosat da ali ne. Če ne bo glifosata, je lahko no-till v našem sistemu, naši klimi dejansko problematičen sistem. Ne. To so problemi, vendar no-till je zelo ekstremen sistem, lahko tla nežno obdelujemo tudi z drugimi stroji oziroma na druge načine in pri nas imamo izkušnje, ne, tudi v teh dolgoletnih poskusih, da se da na ta način dobro gospodariti in dosegati lepe pridelke. Ja. Lahko sam še to, glede na to, da je bilo vprašanje o slabih lastnostih vseh teh zadev, te ohranitvene obdelave, pa da ne bi izgledalo, da lahko kar nekdo danes se pa odloči, pa bo začel drugače obdelovati tla, torej nove prakse. Roka, lahko mogoče sam pojasniš, da da ta ohranitvena obdelava zahteva tudi velika finančna vlaganja, ki jih je v drobnoposestni strukturi težko doseči. Namreč, kolikor vem, so ti stroji zelo dragi. Ja, predvsem evropski stroji so dragi, tudi ameriški, ampak naprimer južnoameriške rešitve, pa azijske rešitve so pa zelo ugodne tudi za male kmete. Res je to težje dobiti k nama. Ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da kmetje bojo morali verjetno na več nivojih se povezovati, ne samo pri nabavi strojev, kar bi v tem primeru zelo olajšali, ne, se pravi, lahko kupijo skupaj en stroj, ki je sposoben, ena sejalnica, ki stane 30.000 evrov, lahko obdela 500 hektarjev letno, ne, tako da dejansko nima smisla, da jo vsak kmet sam nabavlja. Ne, kako to narediti, ne, to se bojo morali kmetje sami povezati. In pol naprej, ne, tudi pri trženju pridelkov rabijo povezave, tudi to vidimo. Ne, tako da v bistvu sodobna oprema in sodoben način kliče po povezovanju. Ja, hvala lepa. A je še kakšno vprašanje tako od strani poslušalcev, prisotnih? Jaz vidim, v četu je ravno gospod Pribožič iz Ptuja, mislim, da je napisal ravno to, no, glede povezovanja, ne, da imajo projekt Humus, v katerega je vključeno 28 kmetijskih gospodarstev, ne, tako da seveda v drobnoposestniški strukturi, ki je za Slovenijo značilna, ne, je neko tako povezovanje verjetno ena od rešitev oziroma neka dobra stvar. Vprašanje je tudi od Timoteja, kaj je večja pojavnost škodljivcev in bolezni. Je ni, ne? Ko enkrat, zdaj seveda je spet pomembno izpostaviti sistem.
če imamo primerno sestavljen kolobar, če skrbimo za organizme v tleh, se razvije v tleh močna, saprofitna mikrobna populacija, ki na naravni način preprečuje razbohotenje patogenih organizmov. In dejansko se v sistemu hranitvenega kmetijstva, v tistem ustaljenem, porablja bistveno manj insekticidov in fungicidov. Poraba herbicidov je pa lahko zelo odvisna od sistema, ne? Tako da tukaj težko govorimo, ampak pri insekticidih in pesticidih se pa poraba zmanjša. In pa seveda vprašanje Matjaža Glavana, izrazito se zmanjša erozija. Ne? To je pa ena poglavitnih zadev. Drži. Naj omenimo še tole komentar oziroma prispevek gospoda Pribožiča v chatu, ki govori o povezovanju kmetov in sicer na področju vzpostavljenega sistema, ki bi imel za cilj spravljanje večje količine ogljika v tla in da bi bili upravičeni do teh okoljskih plačil iz naslova toplogrednih plinov, vezave ogljika. Res je, menim, da je to praktično nujno potrebno uvesti in tudi pri nas. Bo pa to zahtevalo tudi spremembo razmišljanja pri nekaterih, ti so zdaj že, hvala Bogu, tudi v manjšini, kar se tiče analitike tal. Skratka, analitika talne organske snovi ni čisto mogoče malce dražje od analitike tiste osnovne fosfor, kalij, pH, ne? Ampak dejansko bi morala postati neka standardna analitika, ki bi jo ponovili vsakih 5 let ali pa najmanj vsakih 10 let na kmetijski površini. Mislim, da imamo še 2 vprašanje, no? Torej, ali je da je način neprimeren za vse živinorejske kmetije, ker ne morejo v veliki meri spremeniti kolobarjenja. Kolegica Simčič pa sprašuje, če je ohranitvena obdelava tal primerna za čisto vse poljščine. Ja, živinorejske kmetije, to je širši problem, a ne? Absolutno bo treba razmišljati o sistemu intenzivnosti živinoreje. To je v Evropi zdaj velika tema. Ali je res primerno, da stremimo k izjemno visoki mlečnosti, se pravi tam 13.000 litrov mleka ali pa 10.000 in več, in pri tem onesnažujemo okolje. A je tukaj smotrno to početi? Ne? To, da imajo zdajle polne jame gnojevke, da je koruza še na poljih, to absolutno ni trajnostno in ne spada v ohranitveno kmetijstvo. In če živinorejske kmetije vstopiti v ohranitveno kmetijstvo, bojo morale spremeniti sistem. Zato govorimo o sistemu, zato to ni samo obdelava. To je bistvo. In pol drugo vprašanje od gospe Ane Simčič. Spet govorimo o sistemu. A ne? Jasno je, da bomo za krompir uporabljali drug način obdelave kot naprimer za pšenico. Ampak se da, ne? To imamo primere, ko lahko puščamo organske ostanke v zgornjem sloju tal ne obračamo globinsko, tudi pri gojenju krompirja, sladkorne pese, korenčka, čebule, zelja, ne? Vse ti primeri v svetu obstajajo, pri nas se jih pa učimo, ne? Pri nas smo pa dejansko na začetku na tem področju, ampak imamo dobre vzore v tujini in se da to narediti. Nejasno je pa, da se ne smemo držati kot pijanc plota pa reči, absolutno mora biti površina tal s ostanki pokrita, če krompir, kaj svem poberemo, ne? Tako, ja, jaz se s tem strinjam. No, jaz bi zdaj res predlagal, ker smo že malo čez planirano, čez načrtovani urnik, ne, da bi zdaj naredili 30-minutno pauzo in se potem ob 11:45 začnemo z intervjujem od gospoda Majeriča,
potem pa pač Borut še nadaljuje z svojim tretjim sklopom. Dogovorjeno in hvala vsem še za prispevke, za materijale in tudi za vprašanja, ki se zdaj vrtijo v chatu. No. Dobro, hvala, se vidimo čez pol ure.